Škoda Superb in Rolls-Royce Phantom imata več skupnega, kot bi mogoče mislili. Za začetek imata oba dežnik v vratih, Superb po novem celo dva, za voznika in za sovoznika, no in tule zadaj je pri obeh dovolj prostora, da bi otroci ali pa jaz delali prevale. Glejte, koliko ga je, to je neverjetno. Za noge ga je skoraj še enkrat toliko, kot pri najbližjem tekmecu, pravijo. Čisto verjamem. No, je pa Škoda občutno lažja, sploh sedaj, ko je izgubila 75 kg v primerjavi s prejšnjo generacijo. Očitno so tudi ugotovili, da mora biti njihov največji, najbolj luksuzen avtomobil, ki je do sedaj prepričal že več kot 700 000 kupcev, bolj lep in bolj eleganten, ker prejšnji Superb ni bil ravno pojem lepote. Novi je občutno lepši, občutno drznejši, sploh sprednje luči so res lepe in tudi tiste zade so bistveno lepše, kot so bile prej. Znotraj sem namesto klasičnih merilnikov pričakoval zaslon, kakršnega ima Passat, ampak ga Superb niti ne ponuja, ker očitno na ta način držijo razkorak med znamkama, če je že tehnologija praktično identična. Za moj okus zato Superb ni tako zanimiv, je pa še vedno izjemno kakovostno izdelan in vse stvari so na svojem mestu, kot bodo tudi vaše. Superb namreč ponuja kar 29 različnih praktičnih rešitev, od mrežic, predalčkov, strgala za led, izvlečne kljuke, predala za tablični računalnik, do tega nosilca za plastenko, ki jo lahko potem z eno roko odprem. No, pregrade v prtljažniku so pa itak potrebne, sicer se bo na 625 litrih prostornine premikal tudi največji kovček. Vsi motorji v ponudbi so sedaj 4-valjni, na spodnjem koncu je različica Greenline, ki vsak kilometer v okolje izplune samo 95 gramov CO2, no na zgornjem pa je tale 2-litrski TSI z 206 kW, to je z 280 konji. V bistvu gre za enak motor, kakršnega ponuja tudi Seat Leon Cupra. Če želite zmogljivega dizla, potem bo najmočnejši ponudil 140 kW oziroma 190 konjev, lahko pa tudi manj, verjetno bo pri nas najbolj popularen 110 kW TDI. Vsi motori so tudi bojda varčnejši, nekateri celo do 30%. Superb je tudi prva Škoda s prilagodljivim blaženjem, DCC se mu reče, in čeprav se mi v tako velikih avtomobilih ta običajno zdi povsem nepotreben, mogoče v tej najmočnejši različici vseeno pride prav. V načinu sport je avtomobil občutno trši in za svojo velikost se pelje neverjetno suvereno. Celo na takšnih ozkih toskanskih cestah. Dejstvo pa je, da se Superb tako ali tako pelje precej prepričljivo. Velikost se sicer čuti, občutek na volanu pa je dober, vseeno pa temu avtomobilu bolj paše umirjena vožnja. Kot karavan bo odlično družinsko vozilo, takšna limuzina pa avtomobil za poslovneže. V obeh primerih mora biti varnost seveda na prvem mestu, zato tudi je. Če se ne motim, ta trenutek nad mano bdi 17 različnih varnostnih sistemov. Med bolj zanimivimi so mi denimo Emergency Assist, ki sam ustavi avtomobil, če zazna, da voznik ni več sposoben voziti. Potem je Rear Traffic Alert, ki nadzoruje promet za nami. Pa sistem Crew Protect Assist, ki z zategovanjem varnostnih pasov potnike pripravi na trg. Pa še en je zanimiv sistem Traffic Jam Assist, ki s samodejnim speljevanjem in ustavljanjem pomaga v gnečah. Obremenjeni znamko boste morda raje pogledali proti tisti z logotipom 2 V-jev, dejstvo pa je, da je tole odličen avtomobil, ki je prostoren praktično bolj kot katerikoli tekmec. Zadaj boste sedeli kot v Phantomu in to za samo delček njegove cene. Superba namreč lahko dobite že za 21 600 evrov.